Pri Fordu so kar navihani s svojimi oznakami. Tole je recimo Puma Gen E. Gen E po naše, kar se sicer meni sliši kar nekaj, ampak pomeni generacija E. Naša Matej in Anže sta na primer generacija X. To so danes že kar stari. Jaz sem recimo generacija Y, torej sem med ta boljšimi. In če slučajno niste vedeli, zdaj je generacija Alfa, pri električnih avtomobilih pa generacija E. In to predstavlja rumena električna Puma. Dobro, se lahko izberete v kaki bolj umirjeni barvi, ampak zakaj bi jo? Se izpade kul in je prav, da že nadaleč pove, da je nekaj posebnega. Puma je dovolj majhen avtomobil, da je lahko danes umesti med mestne malčke in hkrati dovolj velik, da se lahko z njim zapelje tudi družina. Dobro, ne ravno na Nordkap, ampak vseeno zna presenetiti, ker mislite, da ponuja malo prostora za prtljago, a ne? Dokler ne odkrijete dvojnega dna, ga na pogled res ni toliko, ampak tule spodaj se skriva Gigabox. Klasična bencinska izdaja ima predal Megabox, tu je pa Gigabox, ki pospravi 145 litrov, torej še večji, prtljažnik pa pospravi skupno 523 litrov prtljage. Potem pa je zraven še sprednji prtljažnik, ki mu ljubkovalno pravimo Frank, tam notri gre še za 43 litrov stvari, torej skupno 566 litrov. In pa res, da tam not bodo večinoma sam polnilni kabli. Tukaj spodaj, jasno, je baterija. Relativno majhna, ponuja uporabnih 43,6 kWh energije, je pa tudi avto že sam po sebi dokaj majhen, tako da je v teh prijetno toplih dneh poraba 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Ford navaja doseg s polno baterijo 376 km, ampak raje računajte kakšnih 100 km manj, če boste veliko na avtocesti, v mestih pa brez težav tudi preko 300. Polni se z največ 100 kW, kar pomeni, da se bo baterija od 10 do 80% napolnila v 23 minutah, na klasičnih polnilnicah za močjo 11 kW pa v dobrih 4 uricah. Skoraj bi lahko rekel Puma ST, čeprav nima športnih ambicij. Zaradi moči 123 kW ima kar je slabih 170 konjičkov, se do 100 požene v 8 sekundah, ampak se zdi še bistveno hitreje, ker je ta elektronavor pač takoj na razpolago. In v mestih je res živahna, sprednji kolesi se včasih kar skrempli držita asfalta, da ne izgubita oprijema, ker je navora pač veliko. Pa za električni avto tudi ni pretirano težka, tehta precej spodobnih 1563 kg, zato je tako poskočna in dovolj zgledna pri porabi. Kje jo vidim kot najbolj uporabno? Ja, pri generaciji Alfa. Čeprav dobro, oni niti hoditi ne znajo, ker so tako mladi, dobro, to odpade. Potem pa med mladimi, ki hočejo biti kul, ker z rumenim avtom si pač težko ne kul. Pa kot recimo drugi avto v družini je res krasna, če želite preklopiti na elektriko. V glavnem, kljub kompaktnim meram je še vedno dovolj uporabna. Meni je všeč, ker dobro skoči in ima klasično Fordovo dobro krmiljenje, zato je tudi za pelat super. V bistvu je enako super kot bencinska, samo da se še malo bolj suvereno odlepi z mesta. In za naju z Matejem ima še eno super uporabno stvar, ker lahko v tale Gigabox nabašava cel kup osvežilne pijače, dodava led, da bo fajn hladna, odpeljeva vse skupaj na piknik, odvečno vodo, ko se led stopi, pa enostavno spustiva skozi luknjo v dnu. Kaj? Vsak ima svoje prioritete, ne?